Če je tvoja ponudba enaka kot ponudba od tvoje konkurence, zakaj bi se v bistvu nekdo sploh odločil zate? V tem videu več o tem, kako lahko kreiraš svojo magnetično privlačno ponudbo. V tem videu s tabo delim postopek, kako lahko kreiraš svojo magnetično privlačno ponudbo, in na koncu s tabo delim še en bonus, trik oziroma nasvet, kako lahko to ponudbo še bolj magnetiziraš oziroma dodelaš, da se bo tvoja idealna stranka lažje odločila za tvojo ponudbo. Mogoče še hitro samo ena opomba. Tukaj nikoli ne govorimo o kakršnikoli vrsti zavajanja ali nategovanja svojih strank. Tukaj gre za to, da so vsi vpleteni zmagovalci, in to je tista ta prava zmagovalna ponudba. Zdaj, kaj to pomeni, da so vsi zmagovalci? Torej, da ti imaš ponudbo in jo prodaš, torej dobiš nek posel, si zmagovalec, in na drugi strani je zmagovalec tudi stranka, ker ji s to tvojo ponudbo resnično pomagaš in rešiš ta njen problem. Torej, zadovoljstvo je na obeh straneh in to je tista ta prava zmagovalna ponudba. Zdaj, ko razumeš, kaj mislim, ko govorim o kakršnikoli ponudbi, gremo na postopek, kako kreiraš svojo unikatno magnetično privlačno ponudbo. Prvi korak je, da se sploh vprašaš, kaj je problem tvoje idealne stranke in kateri problem želiš, da tvoja ponudba v bistvu rešuje. In ko imaš to, gremo na drugi korak. Za ta problem napišeš še vse probleme, ki jih ima tvoja idealna stranka s tem glavnim problemom. Zdaj, če ti bo lažje, recimo lahko vzamemo za primer kar moj primer. Recimo, moje idealne stranke si želijo zgraditi nek unikaten brand, ki bo izstopal iz konkurence. Vprašanja oziroma probleme, ki jih imajo s tem, pa so, kako sploh se lotiti, da sploh začnejo kreirati tak brand, kako se pozicionirati na trgu, kako uporabiti messaging, kako se izražati, kako pristopiti do straha, kako se vizualno predstaviti, kako zastaviti oziroma kreirati ponudbe, kako narediti sploh neko online prezenco, kjer bo na primer na spletni strani bodo se obiskovalci konvertirali v stranke, če je le možno, to čim bolj avtomatsko, in tako naprej. To so torej takšni problemi oziroma težave, ki jih ima tvoja idealna stranka, da ne more rešiti tega glavnega problema. Še en drug primer bi lahko bil, recimo, da tvoja idealna stranka želi shujšati. Kaj je njen problem? Kaj so tukaj njene težave? Težave je, da ne ve mogoče, kako se gibati, koliko se gibati, torej problem z gibanjem. Potem mogoče ima problem, da ne zna najti dobrih receptov, kaj glede prehrane, kaj jest, kako nakupovati, kako jest v restauracijah, da bo shujšala in vse to. Torej, narediš seznam vseh problemov oziroma nekih takih, bi lahko rekli, pod problemom, ki jih ima ta tvoja idealna stranka, da ne doseže tistega glavnega cilja. Naslednji korak je, da za vsak ta problem sedaj najdemo rešitev, ki bo najboljša za idealno stranko. Tukaj seveda je mišljeno, da so neke tvoje ponudbe, kar pač ti lahko nudiš, ampak nič hudega, če mogoče kakšna rešitev ni vezana na te. Mogoče lahko tukaj dobiš idejo, da začneš sodelovati s kom drugim in tako dopolniš svojo ponudbo. Če je pa možno, da to ti razvijaš, mogoče nek sistem, ki bo rešil ta strankin podproblem, pa tudi super. Skratka, za vsak problem sedaj najdemo rešitev. Če gremo spet na moj primer, jaz sem to rešitev najdla tako, da v bistvu stranki ponudim nek tak holističen pristop oziroma celostni pristop, da kreira unikaten brand, ki bo izstopal iz konkurence. To pomeni, da najprej za stranko postavimo temelje, blazno dobre temelje, pozicioniramo brand in naredimo celotno strategijo. Na podlagi tega se potem naredi vizualna podoba celotnega brenda, na podlagi tega se potem naredi tudi spletna stran in naredi tudi vse sisteme, ki bodo avtomatsko konvertirali obiskovalce v stranke. To je zelo tako zdaj na široko povedano, ampak to je nekakšna takšna slika, celota, ki naredi brand unikaten in izstopi iz konkurence. Če gremo na drugi problem, kjer smo imeli stranko, ki želi shujšati, smo recimo kot
eden izmed problemov imeli, da ne ve, kako trenirati, kako se gibati, kakšne vaje mora početi in nekaj takega. Zdaj, če je možno, pa se ti ukvarjaš oziroma z nekim fitnessom, potem verjetno lahko narediš neki program vadbe ali ponudiš 1-na-1 vadbo ali karkoli pač počneš. Potem, če gremo na prehrano, lahko narediš jedilnike, lahko dodaš tudi kakšne recepte, ki so lahko mogoče usmerjeni tudi v posamezne skupine, naprimer, če nekdo ne je tega, pa tega, pa tega, da so mogoče neki paketi, mogoče lahko zraven tudi nakupovalni seznam, lahko so neki nasveti oziroma celo mogoče kakšen masterclass, kako naročiti neko večerjo, kosilo v restavraciji in še vedno izgubiti kilograme in tako naprej. Kratka, tukaj, ko iščeš rešitve, to so v bistvu tvoji deli, ki bodo potem prisotni v magnetično privlačni ponudbi. Iz teh rešitev potem torej narediš svojo unikatno ponudbo, ki bo blazno dobra rešitev za tvojo idealno stranko, ki bo rešila tisti cilj oziroma največji problem, ki ga ima. In seveda naslednji korak je, da ko imaš to idejo, kaj vse bo v tej tvoji ponudbi sestavljeno, se vprašaj še eno zelo pomembno vprašanje. In to je, če bi jaz osebno bil v čevljih te idealne stranke, ali bi bila to idealna rešitev? Če je odgovor ja, potem je to seveda tvoja ta prava ponudba. Če je odgovor, kaj pa vem ali pa čisto ne, potem je potrebno, da še greš čez proces enkrat in razmisliš, kaj še manjka, kaj bi še bilo boljše, kaj še manjka, mogoče lahko se posvetuješ tudi z svojimi obstoječimi strankami, če jih že imaš, mogoče pa vprašaš za mnenje in tako naprej, tako daleč, da prideš v bistvu, da bo tvoj odgovor na to, ali bi ti kupil tako ponudbo, če bi imel tak problem, brez pomisleka, ja seveda, tako dolgo v bistvu piliš to svojo ponudbo. In potem seveda je za to tvojo ponudbo potrebno zastaviti tudi še ceno. Ker tukaj se velikokrat mogoče marsikdo prestraši, da ne bo cena previsoka, ker je pač veliko stvari zajetih. Zdaj, fino je, da za vsako postavko, ki je v tvoji ponudbi, določiš vrednost. To ni cena, ampak to je vrednost tega, kar ti ponuješ, kar je vrednost za stranko. Zdaj, včasih je sicer težko oceniti, kakšna bi bila cena, ampak poskušaj se predstavljati, da si ti ta idealna stranka in če bi imel ta podproblem, koliko bi bil pripravljen oziroma bila pripravljena plačati za rešitev tega problema. In tukaj nekako potem lahko dobiš občutek, koliko bi bila vrednost posameznega te ponudbe, tega dela tvoje ponudbe. In ko imaš to zastavljeno, lahko nekako približno določiš, kakšna bi bila torej vrednost tvoje celotne ponudbe. In ko imaš to, določiš še ceno. Zdaj, običajno je razmerje med ceno in pa med to celotno vrednostjo nekako 10-kratnik. Se pravi, cena je 10-krat nižja, kot je vrednost. Torej, vrednost je 10-krat višja, kot je v bistvu cena. Če pri tebi temu ni tako, potem lahko mogoče še kaj prilagodiš, mogoče lahko premisliš, ali je vrednotenje teh tvojih storitev oziroma te tvoje ponudbe bila ok in izpiliš tako dolgo, da se ti zdi cena primerna. Potem pa seveda še sledi samo testiranje, kako deluje, kako lahko še dodatno mogoče izpiliš ponudbo, mogoče lahko dodaš še kaj drugega. Sem ti pa obljubila še en bonus in sicer, kako lahko še dodatno stranko pomagaš v bistvu, da se bo lažje odločila za tvojo ponudbo. To lahko narediš tako, da spet narediš eno tako brainstorm seanso in ko imaš postavljeno torej svojo ponudbo, se vprašaš, kaj bi bila lahko ovira, da se stranka tukaj ne bi odločila za nakup. In to ni čisto vezano na to, nujno vezano na to, kakšna je tvoja ponudba, ker to smo že naredili, ampak so lahko mogoče neke druge ovire. Mogoče jo je strah, da je mogoče to prevelika investicija in ne bo imela nekih rezultatov. Mogoče ne more plačati vse v enem delu. Mogoče je kakšen čisto XY problem, ki je vezan čisto mogoče na kakšno tehnično izvedbo tega ali karkoli je. Probaj zapisati glede na svojo ponudbo, glede na svoje idealne stranke, vse te probleme, ki bi lahko bili, da se stranka ne bi odločila za nakup. In iz teh problemov potem najdi rešitve. In te rešitve so običajno
brezplačni oziroma neki bonusi k tvoji primarni ponudbi. Torej, če stranko skrbi, da mogoče ne bo prišla do nekih rezultatov, potem ji mogoče lahko ponudiš kot neki bonus neko garancijo zadovoljstva ali pa garancijo, da bo v 2 tednih, če se drži programa, izgubila toliko pa toliko kilogramov. Lahko daš tudi garancijo samo na zadovoljstvo ali kaj podobnega, da ji olajšaš to odločitev. Če je tvoj problem recimo bil, da stranka ne more investirati vse v enem kosu, potem je lahko mogoče tvoja rešitev ta, da nudiš plačilo v obrokih. Potem, če ima stranka še nek problem, kaj bi lahko bil mogoče, da se potem naprej ne bo znajdla, kakšni so naprej koraki, ko bo recimo dosegla svojo idealno težo, kako se potem naprej gibati, prehranjevati, lahko mogoče kot bonus dodaš še neki en program, ki bo ravno to reševal. Torej dodaš nek brezplačen bonus program, kjer deliš za tvojo idealno stranko, kako pa potem naprej vzdrževati neko idealno telesno težo. Če ti je bil ta video všeč, potem te vabim, da se naročiš oziroma subscribeš na moj YouTube kanal. YouTube pa ti bo kmalu že predlagal naslednji video, ki je najbolj primeren zate.